Ej, sam smo pa res usklajeni, danes mi dve, Yeah. pa vidve črne pa blond. To, jaz sem tudi to gledala, prej. Ajde, snimate, draga. Pa mi snimamo. Kaj se smejete? Živjo, spet se vidimo v podcastu po desnem pasu, spet je bila vmes ena krajša pauza, žal tako pride, ampak važno, da smo nazaj. Spet sem tukaj z vami Karin, danes pa v bistvu bomo bova midve s kolegico pokomentirale aktualne razmere v naši državi, kaj se je kaj novega zgodilo, kaj se nama zdi. In v bistvu danes je z mano Naja. Živjo, Naja. Živjo. Evo, to je za Najo je to prvič, da nastopa Ja. pred kamero, tako da boste prizanesljivi. Prosto. Bolje čudem. Ne, se pa tako pozabiš, da te sploh. Ja. Da so kamere tle, ker se už višel pogovor, ampak ja, Tako. za prvič pa vem, da je tak na začetku tak feeling, pa ne veš, kaj bi rekel, Ja. pa kako bo to folk sprejel. Ampak lej, vsi smo samo ljudje, jaz mislim, da bo to čisto okej. Pa v bistvu, da kar začneva. No, mogoče, če ti najprej malo vse poveš, pač malo se predstaviš na hitro. Okay. Ja, živjo, jaz sem Naja, stara sem 20 let in študiram ekonomijo. Tako da danes sem tukaj zaradi tega, ker pomagam Karin pri snemanju podcastov. Hvala. Ja, to je Ja, to. ja, tako. Prišla jaz pa tudi tebe v bistvu zanima politika. a ne? Ja, to pa. Ja, to pa. ja, zato si tudi danes tukaj, ker da malo obedve deliva svoje videnje Tako. sveta. Ok, ja, pa v bistvu dajva midve kar začeti z najbolj aktualno stvarjo danes, in to je, da je v bistvu iniciativi od Aleša Primca uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis referenduma o zakonu o prostovoljnem končanju življenja. Sicer jaz temu rajši rečem zakonu o evtanaziji, ker se mi to neko olepševanje pa zavijanje v celofan zdi čist neprimerno, a ne? Tle smo spet pri neki politični korektnosti, ker se mi zdi, da določena opcija noče poimenovati stvari s pravo besedo, a ne? Ampak hoče, nekako hoče to marketinško prodati ljudem, a ne? Da se Tako. fajn sliši. Zdaj, kako se tebi to zdi? A ti je fajn, da imamo referendum o tem? Si oddala podpis za referendum? Kaj na splošno misliš o tej temi? Ja, jaz sem presenečena, da smo zbrali podpise, ker sem se še v soboto pogovarjala z ljudmi in je bila zelo slaba situacija. Tako da sem vesela, da smo zbrali podpise. Pač je fajn, da je referendum. Se mi zdi, da mora to biti tema, o kateri morajo ljudje odločati. Ampak me pa skrbi, da pač bo referendum padel. Pač da ne bomo pač glasovali proti evtanaziji. Zato, ker se mi zdi, da pač smo trenutno v nekem krču, ko so ljudje zelo, zelo, zelo nastrojeni proti temu, da nimamo svoje odločitve glede stvari. Čeprav ne vem, če se gre tukaj glih za osebno odločitev človeka. Mislim, ja, dejansko je to je to neka tema, kjer smo zelo razdeljeni, a ne? Oziroma, Ja. kjer smo tam nekje pol, ker je res toliko čustveno nabita tema. A ne, mislim, je treba razumeti, da ogromno ljudi je imelo svojce, ki so res, res trpeli. Jaz verjamem, da v življenju se zgodi marsikaj, da določeni imajo res, res težke izkušnje, težke bolezni. Tako da po eni strani razumljivo, ampak po drugi strani pa mene skrbi, da če se dejansko sprejme ta zakon, a ne, da v bistvu to lahko vodi potem do neke druge skrajnosti, a ne. Začne se v bistvu s tem, ja, samo tisti, ki so res, res hudo bolni, pa ki ni druge možnosti, pa da se lajša bolečine. Pa se pa mogoče to polje kar naenkrat širi, pa ja, mogoče še na tiste, ki imajo določene duševne bolezni ali pa določene težave. Mislim, na koncu pride do tega, da si ne vem, bo zlomil roko, pa v rekel, ne da se mi tega trpeti, pa bo pač šel to narediti, a ne. Ker se že dogajajo v drugih državah, kjer imajo to omogočeno, se dogajajo take
zlorabe oziroma da nekako ljudje nimajo več nekega odnosa do življenja, a ne? Da pač noben noče več niti malo trpeti, ali kako bi rekla, no. Ja, jaz pri tem zakonu vidim ful enih težav. Ena je ta, ki si jo že rekla, da pač po nekih analizah iz drugih držav pač so zelo tako slabi odzivi. Pol je tudi pač problem, se mi zdi tudi to, da pač dejansko pač ne cenimo življenja v smislu, da ni tako zelo osebna odločitev to, kakor je to v bistvu kakor nek ustroj v družbi zdaj. Ja, zdaj se nam pa pač ne da več ukvarjati z nekom, ki je pač star, boven, trpi, namesto da bi neko paliativno pač to medicino uvedli. Pač mi sploh nimamo možnosti, imamo, mislim, da samo en center za to. In pač v zakonu prav piše, da če pač ni možnosti te paliativne oskrbe, potem lahko pač dobiš to možnost samomora, a ne? Ampak če ti sploh nimaš možnosti paliative, kako boš pol pač, mislim, Ja, tako, saj to. ni sploh možnosti, ampak kao jo moraš ponuditi, zato da je pol bolj zveni. To je spet nekaj, da bolj zveni. Ne, pa tudi, a ne, namesto da bi dejansko najprej zagotovili vse opcije, a ne, da ti dejansko imaš možnost izbirati, smo zdaj v bistvu ponudili sam, mislim, uredili to, kar je cenejš za državo, če se tako grdo izrazim, a ne. Mislim, ker na koncu res tako izpade, čakaj, se pravi, vi ste, zdravstvo ste nam sesuli, ljudje umirajo na urgencah, ljudje ne morejo do zdravnika, ne morejo do operacij, čaka se neskončno dolgo in namesto zdaj, da bi lajšali bolečine, da bi res zagotovili kvalitetno zdravstveno oskrbo, je kaj hitreje samo ponuditi evtanazijo, mislim, a smo mi res sam številke za te, ki so pač zdaj na oblasti, a ne, za to levo opcijo. A smo res toliko nič vredni, a ne? Pa ravno oni, ki vedno toliko zagovarjajo človekove pravice, pa kako je treba zaščititi, bla, 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 a ne? In pol se to zgodi. Ja, sej, oni so vedno dvolični glede teh stvari. Pač pravice, tam, jim sede. Ampak meni se zdi, da je to ena taka velika manipulacija za to woke družbo. Pač vse so jim ponudili, vse so jim legalizirali, zdaj pa pač še to. Pa tako, kot si rekla, pač ponujajo neko rešitev za vse, kar je slabo. Ker je veliko slabo. Ja, ne, pa to si dobro rekla, da so vse dejansko, v tej woke družbi se kar vse legalizira, ne, ker nekako ni več nekih mej. Ni. A ne, tudi pa recimo zdaj imamo tisti zakon o konoplji za osebno rabo, dajmo biti zdaj vsi malo zadeti, tudi ka vozimo, zakaj pa ne, vse je dovoljen, zdaj že evtanazija in se nekako kar brišejo te meje, ki so potrebne, da je družba lahko zdrava, a ne. Ne moreš ti kar vsega dovoliti, a ne. Ja, oni to tako zelo individualno gledajo, pač vsak je sam in naj sam zase odloča, ampak ni tako, a ne. Tudi pri bolnikih je tako, da nikoli niso sami, pač zdaj najprej bomo enega zdravnika postavili v to situacijo, ki bo pač bil pred odločitvijo, a naj zdaj pač nekoga kle usmrtim ali naj mu še pomagam, pol so svojci kle, ki bojo tudi mogli sprejeti te odločitve in nisi sam. Kakorkoli gledaš, nisi sam. Ja, saj to. Mislim, ker vsi smo še vseeno del neke večje celote, a ne. Tako. Je pa res, da zdaj je pa predvsem nek tak individualistični pogled se je uveljavil, pa da sem sam jaz na svet, pa samo moje pravice, pa kaj vse meni pripada, pa vsi se morate meni prilagoditi, a ne. Ker naenkrat je posameznik postal center sveta. In in če smo pozabili, da so pač, da je še kdo drug tukaj, a ne, ne sam en človek. Mislim, saj v takih primerih je res težko govoriti, ko je nekdo na smrtni postelji, a ne. In sam glih to je problem, ker se mi zdi, da levičarji vedno take težke čustvene situacije tako dobro izkoristijo. Ker točno vejo, da tam so pa čustva vpletena in tam bojo oni pač dobili politične točke, a ne. Bojo dobili s takimi stvarmi ljudi na svojo stran, a ne, ker na čustva je najlažje pritiskati, a ne. In pač potem, ko je narod nekako zaslepljen z vsemi temi čustvi, pa mogoče z osebno izkušnjo, a ne, pozabimo, da je na te stvari treba pogledati nekako tudi širše,
a ne. Jaz verjamem, da se ljudem dogajajo boleče stvari, ampak to so res, mislim, to je res zelo spolzek teren, no, in zelo hiter gre to lahko hudo narobe, a ne. Ja, saj to. Ja, meni se tudi zdi, glih mogoče v tem kontekstu še to, da v bistvu oni levičarji, tako mogoče ne politiki, ampak prav ljudje, ki jim pač sledijo, res dojemajo to kot neko pomoč. Oni res mislijo, da bomo s tem pomagali ljudem. Ampak oni se ne zavedajo, da bi mi lahko pomagali že veliko prej, da bi manj na zdravnike čakali, da bi, ne vem, imeli pač možnosti teh oskrb, pol, ko se že zgodi ta bolezen in tako naprej, a ne? Da ne bi bile pač bolnišnice polne. Ja. A ne? Če jim je toliko do ljudi, Točno zakaj tako. pol zdravstvo je takšno, kakršno je? a ne? Ja. Zakaj ljudje umirajo na urgencah? Pač to nima logike. In no, ko smo želeli pri tej temi, da jim ni mar za ljudi, a ne, ravno zadnjič so poslanci Svobode v parlamentu zavrnili to opcijo, da bi lahko država, torej zdravstvena zavarovalnica, krila zdravljenje otrokom z redkimi boleznimi v tujini. Kar je bilo meni, mislim, toliko šokantno, res, ker skozi pravijo, koliko jim gre za dobrobit naroda, ampak mislim, ko pa pride dejansko do takih koristnih predlogov, pa takoj, ne, mi tega ne rabimo. In, a ne, pa treba je vedeti, da recimo mi imamo zdravstveno zavarovalnico, ki krije posege spremembe spola. To mi plačujemo. In zakaj je potem nek otrok z redko boleznijo manj vreden? Kaj ti misliš o tem? Jaz sploh ne razumem tega. Jaz, ko sem to slišala, sem bila tako šokirana. Sploh ne razumem, kje je razlog, da so glasovali proti. Pač, kje imaš ti lahko kot neka oseba s majčkim sočutja pa dostojanstva pač razlog, da glasuješ proti temu? Pač, a je res fora, da vsak mesec zbiramo neke zamaške, pa una akcija, pa uno, pa tretjo, pa četrto, pa radio, pa uno. Pač, a lahko pač imamo neko pomoč na državni ravni zrihtano. Ampak pač to pa, da itak, da pač imajo te spremembe spola, pa to pa je itak. Mislim, to je taka katastrofa. Mene zanima, če bi tako vsaka oseba lahko dala, da bi dobila pač neto plačo, bruto plačo in da bi pač lahko sama dala namensko, tako kot recimo v Ameriki na nek način, koliko ljudi v Sloveniji bi dejansko dal v zdravstveno zavarovalnico, da bi pol nekdo si spol šel spremeniti na ta račun. Pač res me zanima, koliko ljudi bi to naredili. Se to je, pa to je ful zanimivo, ker to ni toliko javnosti znana informacija, veš. To jaz sem šla slučajno enkrat gledati, pa sem to zasledila, da tudi to krije zdravstvena zavarovalnica in sem bila kar malo šokirana, ker mislim, vprost to ni nujen poseg, a ne. Ne, nikakor ne. Ti nisi življenjsko ogrožen in to je neka tvoja, kaj jaz vem, zdaj, to je tako, kot da bi jaz zdaj zahtevala, ker jaz hočem imeti botoks ali kva, in da mi zdaj to krije pač zdravstvena zavarovalnica. A veš, zato, ker meni nekaj ni všeč na sebi in zdaj ne mi to še država financira. Mislim, ampak ne, otrokom z redkimi boleznimi pa mi ne bi to plačevali. Mislim, kje tle logika? Ne vem, ne razumem. Sploh se ne morem uživeti v to razmišljanje. Sploh ne. Ja, se tudi ne vem, če je dejansko sploh bila kakšna izjava o tem. Jaz mislim, da noben ni tega komentiral, pa tudi čudno je, da mediji niso tega. Samo oni so se to zmenili. A ja, okej. Dobili smo informacijo iz produkcijske ekipe, da je bila da Sara Žibrat je dala izjavo. Ni dala izjavo, na Facebook je pisala o tem. A ja? Kaj pa je pisala? Čakaj, bom našla. Zdaj komuniciramo z našo snemalko. Vem, da je bilo nekaj drame, ker je nekaj napisala. Čakaj, da najdem. Nekaj je komentirala, pa so ji rekli, da nima srca. A da je komentirala? Ja, neko objavo je komentirala in so ji rekli, da nima srca. A ja, to imam pa nekaj v spominu, ja. Jaz sem na X-u to zasledila. Ja. Čakaj, se dajmo na Facebooku malo se otravi.
A na Facebooku ima zdaj vse od trave. Ja sej, to so glavne njihove teme. Evtanazija pa konoplja. Veš, kada nimamo drugih stvari za urediti v državi, dajmo se raje s tem ukvarjati. Ne? Mislim, to je čez skregano z logiko. Ampak ja, sorry, ker sem te prekinila. Kaj si govorila? Čak, moram se spomniti. V redu je. Ja, no, če so se oni to zmenili, da bojo oni. Pač oni so imeli sestank in so se pogovarjali in so bili tako, ok, ja, ne, mi bomo to proti. Ne, a veš kaj, itak je zdaj taka situacija, da vse, kar predlaga opozicija, sploh SDS, oni za nalaž iz revanšizma zavrnejo. Pa če je dober predlog ali pa ne. Ok, ampak to je pa res taka tema. Pač kako se lahko ne strinjaš, to je tako... Ne, a veš, zato, ko oni so tako ideološko, kako bi rekla, oprani, oni so kon s plašancama, ne, in oni sam furajo tisto svojo špuro, pa podirajo vse okrog sebe, ampak njih ne zanima, ker oni sam, a veš, slepo gledajo v eno točko. Ja. Ker politika bi mogla biti to, da se ti navkljub vsem svojim nazorom, pa tudi, če se ti z svojim kvazi političnim nasprotnikom ne strinjaš, bi ti mogel biti toliko zrela oseba, da si sposoben preseči vsa ta nestrinjanja, pa doseči nek kompromis za voljo naroda. Ne? Zato, da se, pač, ker vsi so tam zato, da nas predstavljajo, da delajo v dobro naroda. Ne? Ampak oni pa dejansko imajo sam tist, pač delajo zase. Delajo izključno zase. In je res žalostno, da smo prišli do te točke, pa se mislim, da se tudi vse več ljudi tega zaveda. Drugače pa ja, to, kar sva lih konopljo omenili, zdaj seveda ne, oni propagirajo to konopljo pa zakon za osebno rabo, zato ker vejo, da je to zelo priljubljeno pri mladih, a ne, pa si s tem tudi v bistvu nabirajo volivce, a ne, ker če tako pogledaš, mi imamo zdajle toliko drugih front odprtih v državi, vse tisti temelji nam razpadajo, a ne, ampak oni se pa ukvarjajo čez neko nepomembno temo za trenutno situacijo. A ne? In kaj pa ti recimo, glede na to, da so približno isto stare, kaj ti misliš, a je to zdaj res pomembno, da to uredimo v družbi, da to sploh imamo? Ali... Ne, ni pomembno, ampak je pa ful genialno, zaradi tega, ker mladi ne razumejo, kako sistem deluje, država in vse to, in jim itak ni mar pač za... Mi imamo šolstvo tako postavljeno, da ti nikoli nobeden ne nauči, a ne, kako pač dejansko deluje država. In dejansko njim je vseeno, če zdaj vse razpada in tako, važno jim je sam, da pač dobijo te neke zakone, ki so tudi že toliko ker je propaganda že toliko v Ameriki bila močna glede tega in so že gledali pač po vseh teh socialnih omrežjih to, da jim je toliko pomemben, da zdaj dobijo na en konoplo, ki je pač kar neki. Če me ne vprašaš, res pač, mislim, mi postajamo Nizozemska, pač, ker Nizozemska je vedno bila zelo liberalna, ne. Ampak mi pač ne vem, če bomo mi kdaj bili sposobni to furati tako kot Nizozemci, ker mislim, da kot narod imamo malo preveč pač balkanske krvi, da bi lahko pač bili tako urejeni. Pač. Mislim, problem je, da tudi, ja, Nizozemci imajo recimo že dost ful dobrih ukrepov na področju gospodarstva, kar se tiče razbremenitve davkov, a ne. Tako da, ne vem, če se mi hočemo iti Nizozemsko sam na ta način, da zdaj legaliziramo konopljo, je malo tako, ne. Ja, ampak oni so to že odskozi smeli, njim to ne vpliva na nič. Pri nam pa zdaj to probajo reševati s tem. Ja. Pač probajo si malo rejtinge zvišati, ne, s temi zadevami. Pač itak po mojem tako, če malo gledamo okoli sebe ljudi, se mi zdi, da marsikdo sploh tako ne dojema, kaj se zdaj dogaja. Itak nimajo ne pojma, ne, nekje delajo in nimajo ne pojma, kako je njihova plača sestavljena, pač vse njim je. Ja, ker ti noben tega ne razloži dejansko. Ja. In ne vejo, da bi lahko, ne vem, mogoče ful več dobili ven, ali pa če bi pač bila nižja obdavčitev, ali pa, ne vem, tisti, ki nikoli niso bili, ne vem, da bi imeli doma podjetje ali pa svoj SP ali pa karkoli, sploh ne vejo, koliko je to težko v pač tem trenutku furati.
in se sploh ne zavedajo, pač v bistvu, koliko potencijala imamo zgubljenega v Sloveniji. In pač take stvari jim pa zdaj pač jim pa sedajo, da imajo pa lahko konoplo, pa evtanezijo, pa ne vem, da se lahko ženske oplojujejo, pa vse te volk. Ja. To so res take, to so toliko populistične teme. In to je dejansko, ne vem, kruha in iger, ali kako bi rekla. Točno tako. Zabave in narod, da jim par drobtinci jim vrž, da jo dal mir, pa ti pač, ne vem, si polni žepe naprej z državnim denarjem. Pač to je to. Točno to. In ja. Mislim, tako ful mi je to zanimivo, da je res, ljudem sploh ni pač pomemben. Ampak tudi tako, če pogledaš, ne vem, tudi meni, ker recimo imamo doma svoje podjetje, me nikoli nič ne živcira to, kakor me te teme živcirajo, pač ne vem, o evtaneziji ali pa kaj tasga. To toliko enih čustev v človeku spodbudi. Ja, in oni to vejo. Ja, oni to vejo, pač davki. Pač to tako nobenemu ne dvigne krvi, ali pa tako, ne vem, kakšne take teme, zdravstvo pa to. Pač ja, starejše pa tiste, ki jih to res pač na dnevni bazi zaznamuje, ampak tako drugače so pa to bolj te teme, ki so bolj tako čustveno naravnane. Ki so malo kontroverzne že, Pa ki sta vedno dva pola. Ja. In to za nalož delajo, to so manipulacije. Ja, valjda, zato da pol nisi pozoren na to, kaj se pač v ozadju dogaja. To, da imamo nižje plače, zato ker imamo skozi več davkov, da nam gospodarstvo pač drvi dol v brezno, da smo totalno nekonkurenčni. Pa tako naprej. Pol seveda varnost je velik problem, recimo romska problematika, dobro, midve sicer, hvala Bogu, ne živiva v tem okolju, Imamo pa druge. Ja, to je res. Veliko problemov z neintegracijo priseljencev imamo, to pa res. Pa tudi prej, ko smo o zdravstvu govorili, pač tako, vedno imaš ljudi, ki ti pol rečejo, ja, sej, tudi če vse, ne vem, propada, pa vse še zmer, ne vem, pa prideš na urgenco, ali pa si, ne vem, noseča, pa lahko greš roditi, pa te bojo sprejeli, Okej, ja, si to je res, Sam pač, to je tako res neka spodnja meja stvari, ki bi mogle nam biti zadoščene. A veš, vsak, ne vem, delavec, ki pride živet v Slovenijo, pa si privleče celo družino zraven, imajo vsi to na voljo. Ja. Pač to je res, mislim, to res ne more biti standard. Ja, se strinjam. Pač za druge je takoj poskrbljeno, za lasten narod. Tako, pa Slovenci so radi tiha, oni so jo že prilagodili, pa bomo z njimi delali naprej. Kaj treba, sam po moje, da se tudi te časi iztekajo, ker se mi zdi, da je tudi skozi več nas mladih, ker nam to ni prav, pa se mi zdi, da po eni strani nas je Golob tudi malo spodbudil, da mogoče se malo aktiviramo. Ne vem, očitno smo mogli priti do tazga podna v državi, pa se ne rečem, se nasplošno na zahodu je, kaj pa vem, neka taka bitka trenutno poteka, se mi zdi, med to norostjo pa nekim zdravim razumom, ker sem enkrat gledala nek podcast in je pač tam ena ženska razlagala in rekla, ne vem, te primitivna ljudstva, ki jih imamo pač drugje po svetu, ki jih imamo mi za manj vredne, manj razvite, bi se pač nam zelo smejale v glavo, ko bi slišali, da se mi tlele kregamo, a obstajata dva spola ali jih obstaja 100, medtem ko je njim pač kristalno jasno, da pač obstajata moški in ženska, in da smo mi, mislim, da smo mi kot civilizacija pač toliko dejansko zašli v neko slepo ulico in sam butamo obzitane in nazadujemo zaradi tega. Ja. Pač ljudem je bilo dolg čas, se mi zdi. Ja, preveč dobrega. Ja, dejansko, preveč dobro nam gre. Ja. Sploh ne izkusimo neke, ne vem, bede ali pa nečesa, da bi lahko pol rekli, čakaj malo, bolj je pomemben, da imamo, ne vem, dobro plačo ali pa neki. Pa tudi tako škoda mi je, da se v bistvu spodbuja mlade k tem tematikam, pa da se o tem razmišlja, namesto da bi dejansko, ne vem, imeli motivacijo, ne vem, biti kreativni, kaj svojega odpreti, biti inovativni, kaj, ne vem, karkoli, da bi imeli dobre študije, karkoli, nekaj, Ampak ne, mi pa spodbujamo ljudi, ja, dajte razmisliti,
a ste res v ta pravmu spolu. Ja, Pač mislim, totalen kretenizem. Kar ne. neki. Ja. Ne, mislim, a veš, tako se tudi nekako zamot narod za to, da se ukvarjajo s takimi Ja. nepomembnimi temami, a ne, zato da se pač lahko, da lahko vedno eni in isti ljudje, ponavadi so to iz levega pola, komunisti pač največkrat, da lahko pač ostanejo pri tistih centrih moči, pa pač ohranijo te svoje toke financiranja, a ne, in njim je fleten, narod pa itak ne ve, kva se dogaja, ne. Zdaj bova sicer spet šle malo nazaj na Slovenijo, ker je ravno zdajle, mi to snemamo na četrtek, je prišla novica, da so v zadevi Tatjane Bobnar, a ne, se pravi, ker je bivša ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar obtožila premierja, da se je vmešaval v policijo. In zdaj so na sodišče vložili zahtevo za sodno preiskavo, kar pomeni, da če bi to šlo skozi, ne, oziroma odvisen, kaj se bo odkrilo v sodni preiskavi, če bo tožilstvo pol ta primer naprej peljalo, bi premier dejansko lahko postal tudi obdolženec v tej zadevi, a ne, se pravi, dejansko bi bil v kazenskem postopku. Zdaj, kaj misliš, da bo prišlo do tega, oziroma kaj se bo zgodilo, če bo? Mislim, a niso lih oni hoteli uzakoniti, da ne smeš... A kriminalec naj ne bo politik? Ja. Backfired. Ne bo, po mojem ne bo prišlo tako daleč. Misliš, da ne? Ne. Ja, kaj pa veš. Po mojem nas lahko še kaj preseneti. Mislim, jaz tudi mislim, no, da sigurno se bo izognil, ker to se zdaj že vleče dosti časa. Ampak ne vem, mogoče ga pa nekdo hoče predčasno odstaviti kot premierja. Ne vem. Jaz sem tako včasih malo dobim občutek, kakor da dejansko gre on tudi levičarjem ful na živce. Ja, Tako jaz mislim, da politikom ja. levičarjem, mislim. Ker zdaj vsi tisti, ki so bili do zdaj nekako na levem polu, izpadajo ful normalni proti Golobu, ne? Ja. Recimo SD zdaj izgleda ful neka zmerna stran. Saj to. Ne, tudi jaz sem že večkrat slišala, da da tudi recimo v SD-ju pa tako, da ne morejo več tega, no, da je preveč, da je res preveč, ker to je zdaj res že začelo prav kipeti, ne. Se mi zdi, da je to prav ta norost Golobova nekako, noben ne zna več tega ukrotiti, ne, in to se pač pozna tudi na vseh njihovih članih Svobode, a ne, ker se mi zdi, da tam imajo res tak strikten diktat, kaj kdo more govoriti, kakšne parole naj uporabljajo, ker vsi isto govorijo, pa vsi se isto obnašajo, ful je čuden. In se mi zdi, da je res pač situacija nevzdržna. Pač tudi, se je veliko političnih analitikov, ki prihajajo z leve, pa če jih zdaj poslušaš, so tako, wow, ti si normalen. Ja, ampak tako se mi zdi pač Golob. On je tako sploh nima nič strokovne podlage, ne ničesar. Res ne vem, kako je ta človek naredil doktorat. Ker prav ni ne retorik, ne nič. Tako nič ni od njega. Na nobeno temo nima nobene strokovne podlage. Mislim, itak stroko itak zavrača, se nič ne posvetuje. On ve najbolj o vsem. Pač kako lahko to rečeš? Kako si lahko na taki funkciji in pol, mislim, dejansko diktator. Ja. Dejansko, če zdaj, ko sama sebe poslušam, ko govorim, vidim, da dejansko je diktator. Ne posvetuje se z nikomer in ne upošteva ljudstva. Ja. Dela zase. S Tino, no. Ja. Tino. Zase in za Tino. Zdaj bo še naju to šel. Ojoj. Jelej. Mal PR-ja za ston, zakaj pa ne? Ne, res je. Pač on veliko hodi na dopust, to smo videli, ne. On je pač veliko na morju, zdaj bosta šla še na medene tedne, valjda, ker sta se poročila, morata izkoristiti. In mislim, jaz ne bom zdaj pametovala, koliko ljudje lahko hodijo na dopust, pa koliko ne, to je seveda pač čisto privatna odločitev posameznika, ampak če si pa ti vodja države, je pa prioriteta
tvoja služba, privatno življenje pa nekako na sekundarnem tiru, ker imaš pa še vsem toliko odgovorno funkcijo, da ne boš ti delal od 8 do 4, pa hvala lepa, nasvidenje. To pač ni taka služba. Tako da je to resno. Pa tudi zanimivo je, da tudi ni tako, da bi se sam Golob tako obnašal, tudi recimo vsi njegovi ministri, vsi njegovi poslanci, ki so v bistvu tako sploh neki čisto totalno neznani ljudje, ali kako bi rekla, brez nekih političnih izkušenj. In to se pa res vidi, kva se zgodi, če ti pošlješ hordo neizkušenih, osebnostno nezrelih ljudi na oblast. To se jim dobesedno utrga. Ja, niso profesionalni. Ja, niti malo. Tako da bomo videli, kaj se bo zdaj izcimalo iz te zadeve, ali bo dejansko Golob obtožen teh pritiskov ali ne, ali bo stekel kazenski postopek, to bo zdaj še zanimivo. Sicer to se zdaj že vleče 2 leti, že takrat smo mislili, tole pa zdaj bo vlada bo padla, ne? Ampak so zelo trdovratni. Kolikokrat smo že mislili, da bo padla. Očitno bomo res mogli počakati do zadnjega, da bomo lahko v to državo vrnili razum, ne? Sicer glede na to, kakšno luknjo so navrtali te ljudi v proračunu, ker baje se to troši nekontrolirano, ampak to je tako čez okno, tako kot da bi z lopato metali denar čez okno, to je dobesedno tako. Mi smo v izrednem stanju, sam ker pač mediji so takšni, kakršni so, ker premalo upravljajo to svojo vlogo oziroma niso uravnoteženi, pač ljudje pol, dokler dejansko ne bo počel, pač vsi mislijo, da je vse fajn. Vse nam gori, ampak ne, vse fajn. Ampak mi pa tudi ne bi imeli pol dost en mandat, da bi to zakrpali, ne? Mislim, škodo. Dejansko toliko je bilo škode narejene, da to se bo en mandat, se mi zdi, samo popravljalo. Samo sanirali, pol pa še le kaj naredili. Ja, pol se pa dejansko lahko zares začnemo razvijati pa izkoriščati naš potencial kot država, ker žal bo treba sprejemati neke urgentne ukrepe, da se to vse popravi. Ker je pa res velika škoda in zato ljudje mislijo, da pač je vse okej, ker to so take stvari, da čez par let pokažejo posledice. In če že zdaj nam BDP vztrajno pada, gospodarska rast pada oziroma ni toliko visoka, kakor bi mogla biti, pač to pomeni na dolgi rok katastrofo. Plus, da še Nemčija, ki je naša glavna izvozna partnerica, ima velike težave v gospodarstvu, tako da imamo pol. Gospodarstvo je itak, mislim, vse kaj pa bo, če socialisti vladajo. Ja, točno tako. Saj ne more biti, saj ne Točno verjamejo v gospodarstvo sploh. Ja, oni sam verjamejo, da država ti more plačati to pa to pa to pa to. Sej ravno včeraj sem jaz rekla, ko smo poslušali poročila, doma, ko je bilo govora o tej obvezni božičnici, groza in sej ne rabi biti obvezna, če se zaposleni odpovejo. Ja, valjda mislim, kateri zaposlen bo rekel ne, no. Mislim, halo, to je spet ena nebuloza in pa se mi zdi, da je Golob rekel, božičnica mora biti pravica. Kar vse je pravica. Ja, se pa sem pa jaz rekla, super, jaz bi tudi imela pravico do enega novega Audija, pa ene bajte, pa enega vikenda ob morju, pa dajte meni še to pravico, ne mislim. Ne vem, zakaj se ljudje toliko čutijo, da jim nekaj pripada. Nič ti ne pripada, delati moraš in pač zaslužiti. Ne, ampak a veš, ka ni fair, oni zdaj rešujejo, se pravi, leta in leta svojih slabih politik s tem, da nam bojo butnali obvezno božičnico, kao zastonj denar iz neba, super. Ampak dejansko, a veš, namesto da bi ti zvišal plače na dolgi rok, da bi ti vsak mesec imel več, ne, dajmo enkratni znesek, ki bo verjetno pripeljal do tega, da si podjetja ne bodo tega mogla privoščiti. Verjetno se bojo zvišale cene storitev, blaga, ravno zaradi tega, ker bo pač treba dvigati cene, se pravi, bomo mi imeli, spet bo šlo več denarja, mi bomo morali dati več denarja za potrošnjo, najbrž se bojo znižale plače. Kaj smo s tem zdaj naredili? Še slabi, kjer smo bili, ne? Ja,
pač kletko za podjetnike, se mi zdi, da je tukaj največji problem to, zakaj morajo vedno neke nove omejitve postavljati, oziroma zakaj ne morajo biti svobodni. Če pač dobro posluje, naj pač dobro božičnico izplača, če pač ne, naj bo to pač odločitev posameznika. Zakaj smo povsod taki zagovorniki odločitve? Pol pa, ko pride do takih stvari, zdaj pa tukaj mi pa pripada. Je pa diktat, ja. Nam pripada. Ja, se strinjam, ja. Ja. Ali pa recimo, ena zanimiva stvar je pa še to za javne uslužbence, ne? Je pa že tkaj bo kle denar prišel, ne? Sam dejansko ti, zdaj, ko imamo ta nov davek za dolgotrajno oskrbo, ne, mislim, prispevek, dejansko se bo ta denar vrnil z božičnico, ne? Tako, čez prste gledano. Čakaj, kako to misliš? Ja, ti zdaj v bistvu na novo nekaj plačuješ in pač na koncu leta boš pa nekaj nazaj dobil zdaj. Pač ne boš nič ekstra dobil od te božičnice. A ja, razumem. Ja. Mi smo zdaj nekaj novega dobili, ko moramo plačevati. Ja. Zdaj so pa oni ful rešitelji, ker nam bojo pa na koncu nekaj dal. Ampak so nam pač že tako vzeli to. Ja. Pa ta denar pa niti nič nimamo od tega denarja. Ja, to itak ne. Mogoče bo še celo to ta denar. Bomo dali nazaj, ker itak vemo, da ne dela. Tako da... da jim ni treba celega PR-a delati o tem, da dolgotrajne oskrbe itak ni, pa so sam tako na drug način to rekli. Božičnica. Ja, sej. Pač čist možno. Me ne bi presenetil. Sam res. Glede na to, da, ja, kako funkcionira ta vlada, mi je to ful fascinantno. Ja, pa mogoče še za na konc. Včeraj smo bili na festivalu za tretje življenjsko obdobje, a ne? Zdaj se mi produkcija smeji. Ker smo bili skupaj tam. Pač, no, dobro, to je nek festival bolj za pač upokojence, za starejše, a ne? Ok, pa smo šli malo pogledat. In je bilo ful zanimivo, da tam je bilo poln stojnic več ali manj od ministrstev, pa kakšnih takih izdelkov pač za starejše. Pa bila je tam Levica. Pa Zveza borcev. Ampak, a veš, od vseh strank je bila samo Levica, ful čudno, pa Zveza borcev. Mislim, zakaj? Ja, zakaj? Hotela sem da vprašati, zakaj misliš, da je tako čisto neki... Ne vem, ful je čudno. Je res, da je Levica okupirala vsa ta ministrstva, ne, Ministrstvo za delo, Ministrstvo za solidarno prihodnost, kjer se ukvarjajo s takimi stvarmi. Ampak sem bila ful šokirana, no jaz ne vem, mogoče se pa zavedajo, da ponavadi so starejši bolj desno usmerjeni, pa so zdaj to njihovi novi predvolilni prijemi, ali kaj, ne vem. Ali pa so prišli sem zato, da jim ni treba nič delati. Da imajo lahko en teden prej kle na sejmu. Ja, po to jim moje res. pripada. To je naša pravica. To je pravica. Odklop za vse, ne samo za peščico. Ja, ne res, to smo pa slišali, da oni imajo ful dopusta, ful nekega dopusta, pa ful dela od doma. Pa dober, mislim, jaz sicer zdaj ne bom to govorila čez delo od doma, ker jaz prihajam iz IT sektorja in v IT sektorju je to pač, ne, se dosto prakticira, ampak se tudi gledajo rezultati dela, ne, in če ti ne delaš, valjda pač, ne, ti bojo hitro, ali boš izgubil službo, ali ne boš več delal doma, kakorkoli, ne. Tle pa po moje so sam dejansko doma, ne, pa pač, ja. Pa še ful neke visoke dodatke, vem, da se izplačujo za nadurno delo. Levica nekaj toliko solidarna, pa toliko se jim gre za malega človeka. Zanimivo, koliko imajo oni teh kontradiktornosti, ne. Koliko jim diši denar, ne. Vsi smo isti, pač razen tisti, ki so pač malo višji. Ja. Smo pa vsi isto zaslužili. Ja. Razen tisti, ki so pač malo... Ja, ampak oni pa lahko malo več. Ja, ki so na položaju, pa zakaj pa ne. Pa ful morajo delati tako 5 ur na dan. Ja, ne. Do petka, v petek ob 12 pa... Domov.
Dosti je bilo, preveč so švicali ta teden. Točno. A veš, dolgotrajna oskrba pa to, pa vse to postaviti, pa Vse to. ful dela gre za to, da... A ja, pa še na roki pišejo odločbe. In so pol zmatrani, veš, ko preveč Ja, tipkajo. točno tako. Ko tam una gospa tipka 3 ure na dan in pol je tako, moram iti domov. Bogi so ful. Ok, jaz mislim, da lahko mi s tem sarkazmom danes zaključujem. Ja. Hvala, Naja, ker si bila z mano. Hvala za povabilo. Ja, z veseljem, pa bova še kdaj kaj pokomentirale. Upam, da vam je bila ta epizoda všeč, mi da so se malo več danes pohecale, ampak ne vem, se smo mladi, jaz mislim, da pa tudi v takih časih, kaj pa boš drugega, če ne smejo boljš to, pa da se jokamo, saj to nam ostane, ampak vam pa polagam to na srce, da na prihajajočih volitvah moramo reči odločen ne temu socializmu, ki se je razpasal v naši državi, dajmo raj izbrati boljšo prihodnost Slovenije, dajmo izbrati višje plače, dajmo izbrati državo, v kateri si bomo dejansko lahko kaj ustvarili. Se vidimo naslednjič.